Evo tu pražen krompir. To kaj zdaj imate, to čebulo? Čebula pa mast. Ali zaseka, mast. Čebula pa mast, delno je že pražen. To da se lepo prepraži, pa samo še krompir not. Pa bo. Kar super. Dober dan, danes imamo spet prireditev Dobrodošli v Domžalah. Predstavlja se občina Šentjernej. Vi ste pa z Kartuzije Pleterje. Kartuzije Pleterje, to se kje nahaja? Kartuzija Pleterje je edina delujoča kartuzija v Sloveniji in se nahaja ob vznožju Gorjancev. Samostan se ukvarja tudi z ekonomijo, z samostansko gospodarstvo temelji na kmetijstvu. Usmeritev je, da se izdelke, ki jih pridelamo, ponudi tudi kot končni izdelek kupcem. Tako smo danes tukaj pripeljali naša vina in nekaj žgan, ki se destilirajo v samostanu. Tudi vaša znana pleterska hruška je tam, ne? Tako, hruška je gotovo najbolj prepoznaven izdelek. Je povezana z veliko ročnega dela. Vsaka steklenica se preveže na drevo in potem hruške rastejo v steklenicah. Na koncu se zalijajo z hruškovim žganjem in je gotovo v njej tudi precej ročnega dela, kar ji daje eno posebno vrednost. Vidim, da tam imate tudi propolis, grenčice, imate pol brinjevec, imate pol tudi te zdravilne rastline, vrt zdravilnih rastlin pa to. Torej, v samostanu se nekoliko ukvarjamo tudi z zeliščarstvom. Zelišča uporabljamo za izdelavo pleterske grenčice. Ta izdelek, drugače pa je seveda v samostanu tudi čebeljak, kjer ob dobrih letinah dobimo tudi nekaj medu, ki ga damo na prodaj. Tudi kakšno ročno delo se naredi, kot so te sveče, luščenke iz naravnega voska, to so ročno izdelane svečke in so primerne kot kakšen spominek. Imate pa vidim tudi razna vina, to imate pol tudi vinograde tam ali od okoliških kmetov kupujete grozdje? Torej, vinogradništvo je gotovo samostanska tradicija, že stoletja. Glavno vino v samostanski kleti je cviček. O vinih malo še kaj povejte. Torej, vinarstvo, vinogradništvo je pomembna dejavnost v samostanu. Glavno vino samostanske kleti je cviček, to je tudi tipično dolenjsko vino. Poleg cvička so menihi vedno pridelovali tudi mašno vino, ki ga potrebujejo za pri obredju. Na dobrih legah, v okolici samostana pa rastejo tudi, pridobivamo tudi vrhunska vina, kot so modra frankinja, predikatna vina in tradicija samostanov tudi je seveda izdelovanje penine, tako da imamo na tržišču tudi penino. Torej, dve vrsti, ena je suha, druga je pa pol suha penina roze, ki je novost v naši ponudbi. Prosim.
Poleg vinogradništva, vinarstva, pa v samostanu deluje tudi drevesnica starih sort jablan. Tako da se z veseljem ponudimo kupcem tudi sadike starih sort jablan, ki, kako bi pa zdaj povedal? Ja, zdaj, če bi kdo rad stare sorte jablan imel, ne te deličese, pa te ta nove, ker so verjetno tudi dosti bolj odporne, pa ni toliko treba špricati kot te zdaj, ta novejše sorte, ki jih imajo po sadovnjakih. Ja, kaj pa, če bi kdo hotel priti na izlet, pa bi hotel obiskati Pleterje, Kartuzijo, a je to dovoljeno ali se treba prej najaviti? V principu ne, ker je samostanska prodajalna vedno odprta, torej od ponedeljka do sobote, tudi ob nedeljah so ogledi možni. Torej za obiskovalce je na voljo ogled Stare Gotske cerkve, tam je predstavljen tudi multivizijski program, ki predstavi življenje, duhovnost, izročilo Kartuzijanov, kot tudi zgodovinski pogled na samostan. Poleg samostana deluje tudi muzej na prostem, to je Skansen Pleterje, kjer pa pokažejo stavbno dediščino Šentjernejskega polja. Glavno dobrodošli, ne? Če se bo kdo odločil, zdaj, ko so te šolski izleti, bi bilo tudi fajn, da malo obiščejo take kraje, ne? Dolenjske, tam pri vas dol. Turizem se odvija tudi pod Gorjanci, seveda, in so vsi dobrodošli. Hvala. Društvo krompirja, praženega krompirja, ne? Ampak zdaj bomo pa že lahko. Društvo praženega krompirja Šentjernej. Tako je. Kako to, da ste se odločili za tako ime društva? To izhaja, pravzaprav, ud je v Šentjerneju, drugače pa društvo vse slovensko praženega krompirja, to je 16 let nazaj, bila ustanovljena zgodba v Mokronogu. Pražen krompir naj bi bila ena zahvala, pohvala, ker je bilo zdaj 250 let tudi proslave, ker je Marija Terezija z odlokom definirala, da morajo vsi kmetje zaradi lakote saditi krompir. In niso niti vedeli, kaj je to, in imeli so ga za podzemni orešček in tako dalje in tako dalje. In pražen krompir je pravzaprav zgodba, ki je nastala, kot sem prej rekel, 16 let. Mi smo samo ena sekcija od tega društva v Šentjerneju. To zdaj krompir not, že kuhan v praženo čebulo. Začne se z čebulo, ki mora biti bela, malo masti domače. Prav domača mast, nič olja, ne? Domača mast je predpis. Pa bela čebula, ocvirki celo so lahko dodani, krompir po želji, kuhan, narezan na kose in spražen tako, kot ga gospodinje pražijo večerno. Kako je lepo zadešal, ne? Tukaj so pa marsikaj nekaj naredijo. Mi recimo v tej polni naenkrat pražimo 30 kg krompirja, najmanj kilo masti treba noter, ne 5 kg čebule, pa so pa še kakšni skrivni dodatki, ki ima vsako sekcija svojega. Kako praviš, ščepec kuharskih skrivnosti. Tako. Je lepo. In to hodite tudi na kakšna tekmovanja, verjetno, ne? Pražen krompir se ne tekmuje, ampak se samo daruje. To meni ga spražiš in ga daruješ. Mi sicer danes delujemo v sklopu občine Šentjernej, ki se predstavlja v Domžalah. Na prireditvi Dobrodošli v Domžalah. Tako, z svojimi člani občani, vsak ima neko svojo zgodbo, tamle je špargli, domače svinjske prekajene zadeve, vinari so sploh znani v Šentjerneju, letos je prvak svičkarije Šentjernejski, Gregor Štemberger. In se še najde, med imamo, to je tisti pridelki na kmetijah, ki so kot taki. Nismo pa nič rokodelstva pripeljali sebe, lahko bi pa tudi s kakšnim rokodelstvom. Ker tam vi tudi imate mlečne izdelke, pa sire, pa to. Tako je, to je vse iz domačih izsmetin v Šentjernejskem okolišu.
Mi smo pa bolj za družbo zraven. Aha, lepo. Ja, hvala. Okay. Pa veliko uspeha naprej. Hvala. Kaj se to dobrega peče pri nas? Dajte tam le pa probajte. Kako pa pravite temu? Ocvrti kruhki. Ocvrti kruhki? Ocvrti kruhki, ja. Iz kruhovega testa. Ja. Društvo Kmetič Črtene, to vas je precej verjetno tam dol, ne? Čez 100 članic je, ja. To po vseh občinah? Ja, skupaj združene, ne? Občine Šentjernej. In s kim se to vse ukvarjate? Vidim, da imate same dobrote gor na vizi. Te pečemo, od štruklju, potet, rezancev, piškoto. Pa se pa takole pijemo malo. Po kakih prireditvah? Prireditvah, ja, pa kjer nas, v glavnem po občini. Verjetno imate tam tudi kakšne tržnice, pa to pa tudi tam kaj prodajate? Tudi gremo, ja, tudi tržnice imamo, kmičke. Sejem, naprimer, v Šentjerneju, vsako drugo soboto. Pa malo druženje, to je še največ. To je še največ vredno dan Pa danes. izleti, pa kakšne piknike, naprimer, tudi pa. A to je pa takšno testo pol to? Kruhovo testo. Kruhovo testo. Je to kaj posebnega? Nič posebej, samo bolj mehko. Samo navadno testo, pa ga odsvrete. Mesto spečete, odsvrete. Tako. Aha. Nič kaj posebej, pa bolj mehko testo. Aha, lepo. In kako dolgo ste pekli to? Hvala. To, kaj je tako sveže, to ste že po noč mogli peči, tako kaj? Celo noč smo pekli. Celo noč. Da je zdaj za štantom zaspale. Ja, ne bomo. Da boste. Se bomo držali. Smo se zauzeli, da moramo to prodati vse. Lepo. To vidim, da delate od piškotov do rezancev, to so štrukeljčki, ne? Štrukeljčki. To pa takša mešanca pol lepo, ne? Ja, to imamo pa za degustirati. Pa za probati. Še ne več vinograd malo špletali, ko se postavil na Peterje malo gor. Nisem jaz zapeljal, sam je na majhna kmetija, sem en časek pa malo prašičke goji. Ki razlija pa že malo pleša, starenih 35 delal pač. To oni tam govorijo. Ne bom mož prišel, ne bom jaz nič. Bom mož prišel. Ja, kmetija Košak. Košak ali Košak? Košak. Košak.
Pa pokrovko gor, pa smo. To si sodila vse, ne? Ja, tako so je, naslednjo bom sproti. Prav. Ne probaj še sir? Zdaj bo dovolj. Dober sir, ha? To pa res fajn dišija. Vi ste pa od? Kaj je to, kravje ali pa? Kravje, res dobro. Ede. Aha. Tri vam dam nazaj. Evo ga. Gospod, boste probal? Ekološki pridelavi vse skupaj? Vse je v Sloveniji ekološko, se samo cvetu jagoda škropi, jagode vse. Verjemte, če jaz probam kar takole, dajte, polje lahko tudi vi. Jaz vprašam, dve košarce. Sigurno, ne bodo več težav. Jaz idem direkt z nasade. Ata, da bomo zlači, ne? Ja, da jih ideš. Fajn, super, da sem na srečo. Kakor bo to registrirano za nas poklice, pa bomo prinesli vzorce. Pa bomo probali, vse ni nič ven gre. Še ne, je to spet. Jedu, dobar. Mi se ne živali tam, šenternej sem že povedal, da se ga gre šenternej, ne? Jaz vas poznam, ne vem. Na dirkah sem večkrat. Sosede protestirajo. Ja, še eno, dva, ne? Hvala. Odem deci. To doma, tudi špargle pridelujete doma. Imate pol kmetijo pa vse. Pa vinograd, vidim, imate modro frankinjo tudi. To je čista modra frankinja. A on je bolj šef. On je bolj šef. Ja, tam na mladih svet stoji zdaj, naj pravijo. In če doma na kmetiji ustanejo, je to nekaj enkratnega. Upajmo, da bo, ne? Upajmo. Spisal je agronomijo, bojmo, da bo kaj v tebe. Dobrodošli na tržnici v Domžalah, kjer se danes predstavlja občina Šentjernej oziroma Šentjernej. Domačini pravijo, da je Šentjernej. In pa čakamo tistega njihovega petelinčka, ki je njihov zaščitni znak. Jaz ne vem, a bo danes prišel ali ne, zato ker se tudi v Šentjerneju marsikaj dogaja. Pridite pa bliže in poizkusite dobrote, kot so pražen krompir, ki bo spražen približno čez 20 minut. Lahko kupite tudi suhomesnate izdelke, pa špargle, jagode, vino. Z nami je tudi društvo kmetic, piškoti, rezanci in kruhovim testom. Slišali smo tudi že harmonikarja, ker sem prepričana, da bo pregnal tele oblake, ki grozijo, da nas bodo malce poškropili, ampak ledeni možje so za nami, tako da verjamem, da bo ostalo le pri grožnji. No, z nami pa je tudi gospod Franc Kovačič iz sekcije praženega krompirja. Gospod Franc, kar pridite bližji. Dober dan.
Dober dan. Lep pozdrav vsem prisotnim, posebej pa Domžalčankam in Domžalčanom. Kako ste? Odlično. Vreme sicer ni tako, kot bi moralo biti, ampak bomo se zdržali. A si predstavljate, da bi sonce žgal tako, kot je bilo včeraj? Jaz mislim, da je tole dosti bolj prijetno. Je tako, za take stvari sigurno. Mislim, da je naš župan dal za mašo, tukaj ga ni, ampak da bo zdržalo vsaj do kakšne enih. Hvala, županu. Povejte, kaj vse ste danes s seboj prinesli, oziroma kaj pomeni sekcija praženega krompirja? Pražen krompir je kot ideja nastal pred približno 16 leti v Mokronogu. Izhaja pa iz tega, da se je skoraj umaknil iz jedilnikov v gostilnah. Potem pa so se nekateri spomnili, da bi začeli spet obujati to, da bi bilo na krožniku vsaj enkrat, pa na jedilniku vsaj enkrat na teden. Mokronog je lani praznoval 15-letnico, letos bomo pražili v Velenju. 250 let je, odkar je Marija Terezija deklarirala, da morajo vsi kmetje in pridelovalci na kmetijah saditi krompir, zato ker je bila velika lakota. In s tem je prejšnjo soboto v Šenčurju bil ena proslava v korist Marije Terezije. Drugo pa lahko povem nekaj sestavine. Pražen krompir mora biti na masti, obvezno, sviski, potem bela čebula, lahko so ocvirki še zraven, potem seveda se gor spraži krompir, možni so kakšni drugi dodatki, to je osnova. Kultno vino pri praženem krompirju je pa cviček, to je pa naša zgodba. Ja, cviček imate danes tudi s seboj, ker nekaj vinarjev ste pripeljali. Pražen krompir oziroma tenstan ali pa restan, kakorkoli že rečemo, pa bo tudi pripravljen že čez kakšnih 15-20 minut. Povejte, ste pomagali ga prebirati, verjetno ne, gospod? Jaz sem smetije doma, sem pa tudi že kaj tega počel, tudi potem smo ga sadili, ko sem ostal brez rok, ampak to je druga zgodba. Nobenega problema ni okrog tega, marsikaj lahko naredim, človek mora biti trdoživ, pa bolje mora biti, pa gre vse naprej. Ja, hvala lepa. Bomo kasneje predstavili tudi vinarje in pa društvo kmetic Šentjerne. Pridite bliže in poizkusite dobrote iz dolenjskega konca in pa naš harmonikar, pa da bo tudi prišel nazaj. Na, probaj tole. Može pa da. Tam v groblah pa še spomenili. Smo na tekmovanju. Že probavaj, zdaj pa že bo počas, drži, že fajn drži. A je dober? Treba najprej kuharca probati, ne? Domu, kje so? Same dobrote. Ja, dober dan, ja.
Tam pražen krompir, pa bedrce, kračke, tu ribje specialitete. Ti so nam prinesli pražen krompir, naši sosedi, Dolenci. Mi pa smo pa njim prinesli sardelice od cvrte brez kosti in papaline. Drugače pa še imamo kalamare na žaru, kalamare od cvrte, girice, sardoni so danes tudi, skuša, brancina sta še dva in tudi priloga je danes. Solata s kumarc in grškim jogurtom, tzatziki se imenuje tej salati. Potem pa je še bakala, hobotnica in marinirana adriana. Ja. Glavno same dobrote. To bo to, ja. Malo za kje. Vidiš? Ja, bravo, gospod Tone, in pozdravljen šentjernejsk Petjelen, ki, kako se reče, Petjelen? Petjelen. Kako se reče pravilno šentjernejskemu petelinu? Šentjernejski Petjelen. Petjelen. Danes praznuje 10 let, torej ravno danes Jernej Petelinček praznuje Petjelen, tako. Dober dan. Petelini seveda ne govorijo, zato mu ne bomo dali mikrofona. Veseli smo, da ste prišli. Simbol Šentjerneja je seveda šentjernejski petelinček. Danes se na tržnici v Domžalah, kot ste že opazili, predstavlja občina Šentjernej, z nami pa vinček, tinstan pražen krompir, ki bo na voljo, jaz mislim, že čez nekaj minut, pa društvo kmetic s pecivom, tudi vinčka ne manjka. Z nami je tudi gospod Pavle iz samostana Pleterje. Poizkusite njegovo odlično vino, med drugim tudi mašno vino. Ena gospa rekla, da ga bo za svojega župnika kupila. Ti si ga že probal? Ne. A kaj delaš, ne piješ ali kako? Tako je. Petelinček ti je pa verjetno všeč, ne? Ja, krasen je, no, prav lep. A se že slikal z njim? To pa ne, malo kasneje, smo vsi trije. Velja, se bo kar nekaj časa z nami, tako da imate priložnost se tudi slikati s tem lušnim petelinčkom. Tudi danes pa je z nami ribič Edi iz Izole s svojimi dobrotami za vse tiste, ki prisegate na ribice. Ja. Evo, gremo. Kaj
Jaz poglej sem. Jaz poglej. Super. Tam, kjer se čuje pesem, slavička lepa mila, tam poleg gosten gaju stoji domača hiša, sta lepa je in stara, morda že prek 100 let. Al meni je pa dražja kot celi svet. O boki so ilirski, slamo je pokrita, v sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita. O mojem srcu vedno tak jasno se deli, že tudi je uboga od nje mi lepše ni. In tu je dobra mati, kmečka me rodila, na oke mi zlata, v srce je vsadila. V hišici tej tekel, mira je mladih let, zato mi je pa dražja kot celi svet. V hišici tej stari mi tekel raj je mladih let, zato mi je pa dražja kot celi svet. Ja, gospod, čestitke. Prejle ste še klobase rezali, pa čemažev namaz dajali na kruh, zdaj pa že prepevate. Ja, cviček dela svoje, ne? Mi smo še trenerji, mi smo navajeni takolega, da še malo na zob, da pa pride mrskaj, ne? Povejte, koliko mora pa človek spiti, da tako lepo zapoje, ka vi? Ja, liter 2, ne? Pa že gre. Meni ne bi nič pomagali, a ni iskrene čestitke. Zdaj pa malo predstavite, ker ste že tukaj vašo kmetijo. No, jaz prihajamo pa ščerko. Kar svojega vzamete, evo, tako. Ja, ščerko prihajava iz Gradišča, to je 4 km pred Šentjernejem. Imamo turistično kmetijo, kmetija Pr Martinov se imenuje. Potem pa predelujemo meso in mleko. Vse, kar pridelamo sami, predelamo v končne izdelke in to ponujemo po sejmu. Zdaj smo tudi sem prišli pa doma, imamo eno trgovinco, tako da
v glavnem svoje stvari, ekološke pridelane, to imamo v nas. Ne. Vse domače je najboljše, ne? Ja, vse je res domače. Vse živali se rodijo pri nas, jedo samo tisto, kar doma pridelamo, brez škropil in umetnih gnojil. Zdaj pa povejte še vsem tistim obiskovalcem, ki morda še nikoli niso bili v Šentjerneju, zakaj se splača priti k vam na obisk? Ja, v Šentjernej je cviček, je nekaj glavnega preko. Zdaj zadnje čase smo pa Šentjernejčani tudi najboljši salamari na Slovenskem. To tekmovanje, ki je salamarsko, so Šentjernejčani od 10 mest, prvih 10, 8 pobrali. Tako da imamo najbolj salame v Sloveniji. Odlično, salamijat poteka kar veliko po Dolenjski, a ne? Vsaka občina ima eno saj, ne? A ni bila preteklo, kdaj 6. maja, mislim, da je bila v Pohanci, ne? Ja. Dite, ne vem sam, kje je bila, ampak telega okolja jih nosimo mi, kam gleda tudi nagrimo, ki jih pa lahko zneseš vse po teh tekmovanjih, kar jih narediš. V glavnem zdaj, ki je bilo v straži, je bilo državno to tekmovanje in Šentjernejčani so od 10, 8 mesecev zauzeli. Ja, vaše salame sem tudi sama že poskusila, so res odlične in sem prepričana, da čez kakšno uro ne bo nobene več, tako da na najni desni druga stojnica je treba čim prej priti po najboljšo salamo. Povejte še, kakšne so vaše salame? Ja, tu salame so iz ekološkega mesa. Katerega? Svinjsko, recimo, da se 10 do 15% se da tudi govedne noter, malo zavezavo. Drugače pa meso je ekološko pridelano, tako da mislim, da so odlične. Ja, najlepša hvala. Boste še kaj zapeli? No, mogoče kasneje. Malo kasneje, še deci cvička, pa še bolj jeziček teko, a ne? Občina Šentjernej se danes predstavlja in prihodnji teden bo pa tudi veselo, pride pa Jezersko in pa godba Domžale. Danes pa diši po praženemu krompirju, po piščancu, po vinčku, po špargih, po jagodah in po dobrotah, ki jih je pripravilo Društvo kmetic Šentjernej. No, tudi danes pa je z nami ribičedi iz Izole z Adriano in pa Miro, ki pa skrbi za morske dobrote. Z nami tudi Petelinček, Šentjernejski Petjelen, ki ravno danes praznuje 10. rojstni dan. Tržnice, z dobro voljo smo tudi oblake pregnali in danes se predstavlja občina Šentjernej s svojimi dobrotami. Pražen krompir je že spražen, je že pripravljen in me zanima, katera gospa je najbolj zgovorna. Vino. Jaz vidim, da ste vi prava voditeljica, da boste z veseljem vse povedali. Kako vam je ime? Brigita. Gospa Brigita, povejte, koliko krompirja ste vlupili za tako veliko podov? 30 kg. 30 kg krompirja, ki ste ga pražili koliko časa? Dobro uro. Vidim, da so notri tudi ocvirki, čebula. Začnemo s čebulo, mast čebulo. Ko porjavi čebula, dodamo ocvirke, potem pa krompir in počas naprej. Mast mora biti svinjska, je prepovedal gospod Franc Kovačič, ne? Ja, obvezno. A je tudi važen kakšen krompir, ta bel, ta rdeč? Barva niti ne, so pa sorte, ki so bolj primerne za testanje krompirja. Tega prej nič ne skuhate, direktno testate. Ja, skuhati, olupati v oblicah, ne?
drugače bi predolgo trajalo, ne? Lahko ure in ure pražilo. Ja, s seboj imate pa tudi piščanca, kako danes lahko obiskovalci jejo tako pražen krompir kot pa bedrca. Tako, ja, ker pri nas sicer to so kokošja, ne? Ne vem, če je prej gospod povedal, da pri nas petelinov ne uporabljamo v kuhinji. Ker petelin pri nas umre od starosti ali od sepsa. Ja, koliko časa pa približno živi in je aktiven? Dolgo. Ja, Boris, se niste upali s tem pohvaliti, seveda, če ste pa moški, ne? Zdaj se pa kar umika, je pravno. Društvo kmetic Šentjerne je tudi z nami in moram povedati, da sem poskusila kar nekaj njihovih dobrot, zelo so dobre. Dobar dan. Dobar dan. Kaj je to, kar sprejete menda iz strokovega testa? Ja, tako je, strokovega testa, normalno, moka, voda, sol, malo mehko, mešano in to. In lahko obiskovalci dobijo čisto sveže dobrote. Ja, tako, čisto sveže, frišno, dobro. Povejte še nekaj v društvu kmetic Šentjerne, koliko članic šteje, kaj vse skupaj počnete? Članic je čez 100, počnemo pa razne tečaje, imamo pregrejemo izlete, družimo se, kakšne piknike, tudi tečaje kuharsko obnavljamo, ročna dela, vizitke naprimer za Božič delamo. To marsikaj. Tako dolg čas vam zagotovimo. Ne, sigurno ne, imamo se lepo. In tudi vi upam, da se imate danes lepo na tržnici v Domžalah, kjer se predstavlja občina Šentjerne skupaj s šentjernejskim Peterlinom, ki ravno danes praznuje 10. rojstni dan. Peterlin Jernej je danes z nami in pa tudi harmonikar, gospod Tekstor Tone, ki upam, da bo tudi prišel še kaj zaigrati. Vi pa le pridite, poskusite špargle, poskusite sirček, poskusite vino, jagode, mesne dobrote, med, pa še kaj bi se našlo.